tretjem tednu se zgodi, da ratamo dosti brezkompromisni. In v primeru, da ne menstruiramo, da nimamo maternice, je to tretji teden po prazni luni. Torej, tik pred polnimo, zadnji teden pred prazno luno. Tako je to intenzivnejše. Ženska je zelo povezana z luno. Luna, bi se mogla lunati. Ja. To, kar si prej govorila o sencah, sem se spomnila na eno čudovito iztočnico pri knjigi Izurite se v božansko bojevnico, Heather Al-Shamara. Gospa, ki je napisala to čudovito knjigo, ki je zasnovana v 10 lekcijah, ki nam pravzaprav pomagajo ugotoviti, kje smo zdaj, na katerem nivoju zavesti, in potem je pač eno učenje noter, pač ona vodi, zelo zaželena je ustvarjalnost in se ni treba vsega držati, ker to je pač njena perspektiva. Izhaja pa njeno učenje iz toltejških modrosti, zelo starih modrosti, in kot mojstrica, ko se je v bistvu odtrgala od svojega učitelja, Don Miguela Ruiza, avtorja knjige Štirje tokovi, je to pomenilo, da v bistvu ni več rabila bergle, ampak da je zaživela z močjo lastne volje, in to nam je v bistvu vsem cilj, da zaživimo lastno življenje. Torej, vse to, kar se pogovarjamo, so videnja, doživljanja, mene, Suzane, vsakega. Vsak pa znotraj tega mora poiskati tisto, kar je njegova resnica, ker ne obstaja kaj takega kot absolutna resnica, vse je zelo relativno. Obstaja življenje, ki je sila in se nenehno spreminja. Vse drugo je simbolika, ki smo jim dali pomen. No, in hotela sem prebrati nekaj, kar je zelo, tako mi je všeč in je res za celo življenje. Namreč teh 10 lekcij bomo skozi pogovor šle skozi, ampak prva lekcija v tej knjigi, ki se mi zdi pa izrednega pomena, je zavežite se same sebi. Potem se bomo pogovarjali, kaj to pomeni. In začne se pa tako z eno čudovito mislijo, ki vam jo bom zdaj prebrala. Nikdar ne obupajte, nikdar se ne vdajte, nikdar ne prenehajte poskušati, nikdar se ne prodajte, in če ugotovite, da ste za bežen trenutek klonile pred nečim odreštetega, se poberite, otresite prah, zašepečite molitev in začnite znova, kjer ste ostale. Vendar nikoli in nikdar ne obupajte. Tako da se mi zdi tako. Sem se kar mrazila medtem, ko sem govorila, zaradi tega, ker se spomnim, da smo vsak dan izpostavljeni različnim izzivom. In vedno znova delamo napake in nič ni hudega s tem. To je normalno, to je človeško. Če ne bi delali napak, ne bi bili v tej dimenziji. V bistvu smo prišli zato, da ugotovimo, kako čudoviti smo, ampak če ne zgrešimo kakšne napake, kako bomo potem vedeli, ker ne moramo z ničemer primerjati pravzaprav. Tako da ta zaveza, bi ti mogoče kaj povedala? Daj ti še. Jaz še? Jaz sem zdaj čisto neka moč. Vidim, zato te snimam nazaj. Pridi. Skratka, vsak dan znova pridemo v razne preizkušnje in tudi, če se ne obnesemo kdaj, tako kot Lajla, to se mi zdi tako super. Ni konc sveta. Jaz sem vedno mislila, da če sem ga kaj, usrala. Da je to do konca življenja, da to mi nikoli nobeden več ne odpusti. Ali pa jaz sebi, ampak v bistvu je to največji izziv, odpustiti samo sebi. Ker tudi če ga do polom, mogoče 90% ljudi tega sploh ne opazi. Samo ti veš, da si ga polomil, in se v bistvu ukvarjaš in obsojaš in se kriviš zaradi nečesa, kar sploh ni bilo niti opaženo, niti videno. Tako da to je brez veze. Torej, naredimo napako, se zavežemo, da jo ne bomo ponovile, pa tudi če jo bomo še kdaj. Ker traja, preden se v bistvu določena prepričanja odvržejo dol, ker delujemo pod vplivom prepričanja. Do sebe moraš biti sočuten, Do sebe moraš biti sočuten, se pač tisti moment delaš stvari, ki misliš, da je prav, si v bistvu ne veš. Tudi vsaka mama je najboljša mama, Čeprav bo za nazaj gotovo, da pač bi tisti moment drugače naredil, ampak takrat si naredil najboljši veri in pač
sebe kriviti. Sam nalagaš breme, ne vem. Ja, res je. Res. Ampak je to Se ena zelo pokrivaš. pogosta stvar. Ja. Smo ženske nagnjene k temu, ja. Obsojamo in se krivimo za marsikaj, tudi za tisto, kar sploh nismo zgrešile. Ja. In to je v bistvu tudi en tak moment, ker ženske izgubljamo moč. Ker se ukvarjamo z vso to kramo in ne gremo naprej. Ne? Tako da v bistvu Ošo tudi, recimo sem se zdaj spomnila, on pravi, ne vem, delajte napake, delajte jih čim več, samo jih ne ponavljati. Ne? Ok, pač jih ponovimo, ne? Saj nismo tako razsvetljeni, ne? Ampak se je ravno to, ne? Živi, ne? Preizkušaj se, počni vse, vedno reči ja v življenju. Ja. Kaj se boš dala neki stisko, če smo prišli živeti? Ne moš vedeti, dokler ne prideš v določeno situacijo. Ne? Ja, se vam prav, ne, vsaka biroma, brez sprememb ni sprememb, ne, in vsaka sprememba je samo sprememba nam bolje. Točno to. Drugač do sprememb ne prihaja. In to Res. moramo nekako, ne, ozavestiti. Se nisem. Ja, res, ja. Niste, no. On ima zelo bogato. Za spremembe, ja, spremembe, vse je sprememba. Sprememba je edina stalnica. Vsaka, ja, to nas pač žene, ne, poživa svet naprej. Zdaj ste me spomnila tudi še na enega gospoda, ki je enkrat v eni oddaji razlagal o tem, in tu se mi zdelo tudi taki stavki mi ostanejo, potem jih res hočem živeti, no, Ja. zavestno. To je, ko je rekel, da bi mogli v bistvu vsak dan nekaj na drugačen način narediti. Ne, da v bistvu zavestno delamo spremembe. Ne? Torej, ne samo, da čakamo, da nam pridejo spremembe v življenju, v smislu, ne vem, nova služba, otrok, kaj se jim selitev, pač karkoli, ne? Ampak da zavestno mi povzročamo spremembe. Ne? Ker potem zmedemo telo s tistimi, ali pa možgane, ne? In ti se ne obnašaš več tako, kot smo te naučili, da se obnašaš. Ne? Zakaj si šla tam na kavo, če vedno hodiš tja na kavo? Ne? Zjutraj, če ostaneš na desno stran, zavestno ostane na levo stran. Ali pa pej na kavo drugam, ali pa ne vem, pač karkoli. Samo da zavestno delamo spremembe, kar pa je, ne vem, to sem slišala, se delajo neke nove povezave, nevronske povezave v možganih in se dejansko ustvarjajo pogoji za novega človeka, za to preobrazbo, za transformacijo. Ne? Tako da, evo, izziv za vsakega, ne čakajmo, da nam nekdo drug prenese spremembo, ampak dajmo zavestno delati spremembe. Ena stvar, kar meni v bistvu še od uvoda v bojevnico zvana je v bistvu, da je vesolje stkano iz naših zgodb. V bistvu iz tega in tudi naš svet, če govorim, kdo jaz sem, govorim neke zgodbe. In za katere zgodbe govorim? Katere zgodbe se mi zdijo pomembne? Zdaj, če bi imela še pol ure časa, pol ure življenja, kaj bi želela podeliti? Katere zgodbe iz svojega življenja se mi zdijo toliko pomembne, da bi jih želela še deliti? In tudi zelo se prepletajo v bistvu te lekcije znotraj božanske bojevnice. Ker na eni strani je ta, zavežite se sebi, uskladite se z življenjem, očistite svoj nosilc. V osnovi pa je, katero zgodbo govoriš, če rečem, no, povej, katere stvari so te oblikovale in deliš potem to, katere stvari so te oblikovale iz pozicije, meni se je to zgodilo, Bog jaz. Ja. ali tole mi je bilo dano. Ker v trenutku se percepcija spremeni. Kaj sem izkusila, kaj sem se naučila skozi to, katera širina se mi je odstrla, kaj se mi je odprlo, ker mi je bilo dano. Ker so danes ve prišle, dano mi je ponovno, ker je malo taka pozicija, jaz tako ne počutim lagodno, da nekaj predavam, tle, skupaj smo. Dano mi je, da vseh najdem svoj center in da vseh poslušam, kaj ima za priti čez mene. Da vseh se osredotočim, da vseh prisluhnem, da vseh poskušam biti prisotna. Imam priložnost trenirati. Bog, veš, koliko je prišlo? Ne gre van.
Da je merila, se zmoreš, a ne? Torej res, a ne, konstantno to življenje dela za nas. Za nas. Ja, to si super povedala. Zato, ker zdaj sem se spomnila tudi še ene zgodbice iz te knjige, ko to v kontekstu usklajevanja z življenjem, ne? Ko je razlagala, da vedno je, da se je enkrat zavedla, da je ves čas govorila, ne, joj, to ni pošteno. Jaz, ko sem bila majčkana, mi smo se vsak let selili, sem imela skozi v drugi šoli, se nisem mogla z nobenim navezati, v bistvu nobenega prijatelja, vedno tuji ljudje, ne, in to enostavno ni pošteno, ker se je njej tako dogajalo, ne, tisto, njej je bilo to dano, ne. Potem je rekla, čak malo, ne, je rekla, kaj pa če jaz to tako povem? Koliko sem bila jaz srečna, mi smo se selili vsak let, koliko novih ljudi sem spoznala, koliko v bistvu sem razširila svoje dojemanje ljudi, v bistvu sprejemanje ljudi, sprejemanje razlik, koliko sem jaz bogata, v bistvu imela bogato življenje že kot otrok. Ne. In potem v bistvu je, okej, ne. Torej vse se lahko spremeni v momentu, ne. Samo če se postavimo v to neko drugo perspektivo. Ne. In potem tiste zgodbe, ki jih pripovedujemo, naj bojo tiste, ki navdihujejo nas, ne, in potem druge. Ne. Apropos, sem pri 33 sem študirala rituale v Belgiji pri enem evropskem šamanu. In eden od modulov je bil posvečen, kaj te je oblikovalo. In smo morali napisati zgodbo v 5 alinejah. Suzana se je rodila in pač potem naprej, kaj se je zgodilo. In 5 stvari, ki so se me močno dotaknile, ki so me oblikovale v mene danes. In kaj je on to rekel? Ja, pa ne še enkrat to, ne morem, to je tak dolg čas že. Zdaj imam 33 let, ne morem se več poslušati te zgodbe, kaj vse se mi je zgodilo v življenju. Ampak to je bil zame ključni moment, ker sem si rekla, da hočem videti bisere v stvareh, kaj se mi je, če rečem, kaj se mi je zgodilo, kaj so biseri ven iz tega. Ne moram več gledati te zgodbe in reči, ko je bila ona stara 2 leti, pa ko je bila ona 7, pa 11, pa 19. Ne moram več slišati te zgodbe, ker mi imam kurjo pol to dolg časa. Hočem vedeti, kaj si dobila s tem. Povej mi, Suzana, kaj si dobila s tem. Ker v bistvu res imamo omejen čas, ko lahko res živimo. In zgubljati ta čas z gledanjem v preteklost, ne glede na to, kaj se je zgodilo tam. Ok, to imam, dajmo uporabiti ta material, ni se mi zgodil zato, da me bo zatrl, ampak da me bo podprl. Namen je pa, da najdem kreativno, kako to glino oblikovati, da mi bo dala moč, da me bo podprla, da me bo navdihnila, da mi bo podpora. Da se ne zahakljam, ne? Zgodilo se mi. Zgodilo se mi. Kaj mi imaš pa za povedati s tem? Tako da zagotovo bi rekla, da zavežite se sebi, da vam bo vaša zgodba moč. Da kar imate zapovedati v svojem življenju, da je vam v navdih. Pa bo tudi drugim. Ja, to je pa ključ, ja. V bistvu, koliko namenjamo ljubezni in pozornosti sebi, ne? To je, se mi zdi, neko merilo, v bistvu, koliko tega lahko dajemo tudi naprej, ne? Tako da, ja, to je ključnega pomena. Zavezati se k sebi tudi v bistvu pomeni spregovoriti lastno resnico, biti pripravljen stati za njo, kjerkoli si, nikoli jo ne zanikati. In včasih tudi, če je težko, ne, fajn je tudi pol se tako malo vprašati, veš. Ne, tako recimo zdaj, če bi tako se šla prav tako, okej, zdajle bom pa brezpogojno povedala resnico, ni šans, da jo ne povem. In potem bo situacija. In potem bo imela vse tiste, ne. Jaz bi tako rada povedala, ampak ne morem, zato ker če bom to povedala, potem me ne bo imela več rade. Potem ne bom več tako ljubljena in priljubljena, kot sem zdaj, ne. Ampak se odločim, da bom tvegala in povem. In ko povem, se nekaj zgodi,
potem grem jaz domov in potem razmišljam. Ok, zdaj pa bodi iskrena, pa povej, koliko si pa res povedala tisto, kar si hotela, a si mečkan, a si sploh kaj, a si se samo mislila, da si, ne, pa kao, zdaj pa, ne, ampak v bistvu, ne, tako da vaditi to, ne, in na začetku tudi, če se potiš in treseš in ne vem, koliko je hudo in imaš tlet smok in kom govoriš in je čist drug glas spremenjen, ker to se tudi dogaja, da se ti gleda, to se meni nekaj zgodilo, to je grozen. Ko slišiš glas in ne moreš verjeti, da to prihaja iz tebe. Resnično. Lahko je tudi obratno, ko najdeš glas svoj, ko govoriš resnico, ko stojiš za njo, potem si pa, pol je to čist nek drug. To je pa tak močen glas, in ta drugi je pa prav smešen, res, bolj piska. Skratka, na začetku se to mogoče zdi tako, da ti odteka energija, da to ni okej, ne. In da si pol kontradiktoren, si govoriš, ok, imej se rad, ne? Če se imam rada, zakaj pa moram govoriti resnico potem, ko pol me ne bojo marali, ne? V resnici je pa tako, da na začetku, to je sistem varovanja, ki tako deluje, ne? Ker smo stopili ven iz nekega varnega območja, ne? Ker je vse ustaljeno, ker imamo vse pod kontrolo, ker vemo, kako se drugi odzivajo, če se mi tako postavimo. In če začnemo drugače delovati in govoriti nekaj, kar do takrat nismo, naj sebe izražati, potem se nam te sistemi varovanja vklopijo in nas blokirajo, nas sabotirajo dobesedno, ampak nič hudega. Streste prah sebe, ne, se še bežite molitev in naprej, ker bo to odpadlo in potem dejansko boste videli, da to ni odtekanje energije, ampak je pridobivanje, je kontra. Radost drznega življenja. Ne? Tako, bravo. To je to, ja. Največji izziv je res soočati se s svojimi strahovi, ne. In zavestno reči, meni se je zdelo včasih, da prav tako se mučim, ne? Zato, ker sem tako, karkoli je bilo kaj takega zoper, sem samo sebe vrgla v ogenj. To prav zavestno sem to delala in je bilo grozljivo, je bilo, no, pa si nora, pa kaj ti pa je, pa ne, ampak v resnici sem bila hvaležna. In vsakič, ko se mi tudi danes kaj takega zgodi, ne, se sam tako nasmejem in se reče, ja, to je spet un moment, ja, super, je ful je naporno, ampak jaz vem, da bom s tem dosegla nek preboj, da bom šla na nek drug nivo in bom začutila moč in bom majčkeno moči dobila nazaj. Ne? Pa bom vsak dan bolj močna. To si tako lepo povedala, dobila majčkeno moči nazaj. Ena stvar, ko je v življenju, pač vsi izkušamo neke različne pretrese. In če gledamo nazaj, če gledamo v obdobje deklištva, v prvo obdobje življenja, kar se zgodi, če so pretresi močni, se naučimo pobegati. Ali pobegati ven iz telesa, pa nas ni, pa nas potem nekaj drugega pretresa, pa pridemo nazaj. Ali pa v neko fantaziranje, skratka, odlimamo se od zemlje. Ne? Ni nas. In če nas ni, pač nas ni. Tako da je v bistvu to, ko si zdaj z resnico govorila, to vračanje v telo, pa povedati, pa mogoče jaz en drug vidik, ki se rekel, tresenja glasu, glede tega, kaj pride ven iz mene. Nikoli ne govorim samo jaz. In če se mi glas trese, če me je strah, pa je strah mene, pa mesto babi za mano. Ali pa če rečemo, da imamo zemeljsko inkarnacijo, ki je povezana z našimi fizičnimi predniki, pa duhovno, kot bitje, ki smo se selili. To je zgodba. Vsak ima svoje poglede na to. Kje se je zgodilo nekaj, ko sem povedala svojo resnico? Ali pa ko sem delila svojo moč? Pa sem jo uporabljala v dobro ali v slabo? Ali je bila moja resnica slišana, ali se je zgodilo nekaj, vemo zgodovino. In danes, ko se ženske na različne načine izpostavljamo in to prakticiramo, pa če se trese, pa ne se trese, pa če imamo tremo, pa ne jo imamo. Kaj pa vemo, s čemu se sooča to naše bitje? Takole imam.
Tokle zmorem. Bravo. Bravo. Ja, Ne? Res. In vsaka od nas. Tokle zmorem danes, jutri bom pa še malo več, se zato pa vadam, a ne? Ja. In še eno zgodbo bi delila na temo tega resnica, dati glas vam. Ker to je res en wow, poklon vsaki, ki naredi. Res. Na enem krogu sem bila in je bila v bistvu ena, bili smo 7 krogov obrednih pesmi, različne tematike so se dogajale. In ena od tem je bila aktivizem. Torej, zgodba, ki jo je delila, je resnična in sicer so bile 4 ženske leta 81. Mislim, da gre tukaj za 2 državi, Veliko Britanijo in pa Indonezijo. In Velika Britanija se je odločila, da bo napadla Indonezijo, da bo poslala svoje vojake, torej fante, sinove iz Anglije v Indonezijo, da bojo streljali, da bojo šli in da bojo pač zganjali teror dol. In 4 mamice so se dobile in so se odločile, da one pa ne bodo tega dovolile. Da one pa ne bojo. In so vzele kladiva in so šle in so Boeing 778, koliko so te številke, razbile. Razbile so ga. In še eno, a si predstavljate? In seveda, pač pa niso poslali tistega Boeinga in se ženska odloči. Ja, no se odloči, da imam. Mojega sina dol. Ne dam. In v bistvu še eno je delila, ona je res aktivistka. Še en smaj. Size the Day se imenuje njena skupina. In ona deli v bistvu to zgodbo in potem je zapela With my hammer, I'll break the chain. Ampak preden je ona to pela, ona je v bistvu prišla na oder in preden je sploh povedala to zgodbo. Prišla na oder, se usedla, imela kitaro in se je najprej stresla, pa se je začela jokati, pa je začela malo peti, pa pol se je glas skrhal. In ves ta proces je trajal 10 minut zagotovo. In potem se je sedla nazaj, tega na hrbtenico in je rekla, a vidite, to jaz naredim tam zadnji. In pa pridem sem, jaz sem še en smaj. Ampak danes delim z vami, zato ker je v bistvu pomemben ta del, da ne glede na to, koliko te je strah, da če čutiš, da je nekaj tvoje, kar imaš zapovedati, kar mora priti skozi tebe, kar je dobro, da se sliši. Ne glede na to, a se ti trese, a si močen, a si pogumen, a si humoren, karkoli od tvoje osebnosti lahko koristi, da deliš, da poveš. In da je vsem, a je ta ton jasen, usmerjen, sfokusiran, ampak da ti zase to preciraš. In moram reči, da zame je bil, potem, ko ona začela peti, v kontekstu tega vsega, je bil tudi nekaj najmočnejšega od celega tega srečanja, kar smo imeli. Zelo. Dovoliti si biti ranljiv in pogumen obenem. In to izraziti. Imate kakšno vprašanje mogoče? Se o čem še pogovarjali? Ker vprašanje, ker nema vprašanje. Ja. Jaz sem vprašala, kdaj je naslednji ta ženski krog predviden za... Predvidoma 7. april. Je pa tam sem dala flyerčke, tako da bom objavila, pa lahko mi pišeš tudi, pa potem dam noter, pa ti pošljem mail, ko bo. Suzana si mislila, več moš pomeniti, ali je bilo toliko? Ne, v bistvu... V bistvu sem imela predvsem ta del, pa pač odvisen, kaj bi bilo prisotno, ne.
kdo bi bil prisoten in koliko in na kakšen način. Koliko imaš tih krogov po Kitajskih poznaš, da se že dogaja? Jaz imam tri fante doma, ampak ne vem, sem se začela prvič slišala. Da bi lahko bil, ne? Ja. Ja, jaz sem tudi so ene malo slišala. Munc bo imel vabi prvih 8 fantov. Kdo? Munc tale. Aha. Ja, Bravo. 8 srečanj. Ja. Ok. Ja, v bistvu tako. Jaz za Slovenijo v bistvu ne morem prav zares reči. Ne. Vem, da Alan Asta dela, ampak bolj v kontekstu z Gajo, da delata skupaj, tako da so moški in ženske, da se naredijo ločene stvari, pa se potem srečajo. Potem v Sloveniji je imel Tomaž Serafi pred časom, ampak zdaj mislim, da to ne prakticira zares več. Je pa en Marold, en moj prijatelj, ki ima na Nizozemskem. In on pa res dela prav kempe in ima zelo dober background, skupne učitelje imava, tako da so res zdrava baza. In vem, da ima gatheringe poleti, no, ki delajo in je zelo enakobredno. Ja, toliko bi zdajle vedela za fante. Je pa fajn, da grejo sinovi, po domač povedano, začetom v gozd. Pa na surviving camp. Ker vzameš tisto svojo pašteto s sabo, no? Lepo se sliši. Hecam, Breda. Ampak, ne, fajn je, da za oba, torej za sina in za očeta je to en zelo močan moment bondinga, ko greste skupaj v gozd. Za vikend, recimo, to vzeti. Vision Quest, kaj se zgodi potem. Recimo tudi Jakov Darling Khan iz Movement Medicina, on tudi občasno dela, tako da sledi stvari skozi ples. Nekaj jih je. V Sloveniji še prihaja. Ampak več takih pogovorov, več takega druženja, več navdihov, vse je že čas, da se tudi neke nove oblike druženja in povezovanja. Vsi smo v 21. stoletju, se lahko ne, da gremo ven iz kakšnih okvirov, pa kaj probamo. Tako da, dajmo še kaj, dajmo čim več. Ena stvar, kaj mogoče čutim ravno zdaj v povezavi, ki se meni na moške. Na tem gatheringu v Avstraliji se je zgodil ta moment, mi smo sedeli res ženske, res iz vseh vetov nabrane in z različnimi backgroundi, različnih starosti. In ena stvar, ki je zelo sekala ven, zelo prav upila po pozornosti, je žensko sovraštvo do moških. Naša zamera. Vsaka verjetno ima kakšno zanimivo izkušnjo z moškimi. Če pa ne, bih ravno me, pa kdo iz naše generacije ali pa nekdo iz ne poznamo. Ne? In ta rana, ki je prisotna na to temo, je zelo ključno, da jo preoblikujemo. Zelo ključno. Ker v bistvu skupaj premikamo. Ne? In če imamo postavljeno žensko, mora biti moški postavljen. In ko jaz pogledam svojega moškega, ga moram videti njega, ne svoje zgodovine. Ali pa zgodovine kogarkoli, ko za nami stoji. In če njega lahko vidim, bova ustvarjala generacije, ki bojo ustale, pa ki bojo delale preobrazbe, pa ki bojo to, kar smo zdaj švicali v ta čas, res imeli kaj od tega. Tako da v bistvu za vsako od nas se mi zdi, da je, kjerkoli začutimo, da imamo kakšen veselje okrog tega, ali žur, jaz temu rečem, da pač naredimo, kakor lahko predikujemo. In da jih povabimo, da jih ne bo strah, da ne bojo spali, ko bojo v ženski energiji. Da bojo lahko, jaz sem zdaj.
babuške so ga pritegnile. Aha, Mislim, da je to kakšna pogovor o kakšnih ruskih zadev. aha, Rus je bil. aha, tak. Zanimivo, ampak bil je, mogel je biti nekaj časa z Ja. mano. Lep pa mlad, ste videli? Ja, bil otročka že samo. No, ali sinček. Ja, ne vem. Ded za njim. Pravga si mi dala. Saj, poznate zgodbo babuška, ne? Veste, zakaj jih imamo tle gor. Kira ve. Oči mi je padel, sem nastopila, kako je lepo, vem pa ne zakaj. Je lepo in zgodbo, ma. A šti imaš povedati? Ne ti povej, to so tvoje, jaz sem lahko vrtnica. Ja, da bi se takole razcvetale, ne? Bomo neki popkovniki smo že odprli. Drugače so pa one v bistvu povezane z generacijami, 7 generacijami. Ena od zgodb pravi, da vsako moje dejanje ima vpliv za 7 generacij naprej. In vse, kar jaz danes sem, prihaja iz 7 generacij. Tako da v bistvu jih je 7. In vedno to, jaz rečem, če pogledam, da sem zdaj tole jaz, sem bila na začetku tak. Pikica, zelo malo je bilo oblikovano. In vedno sem ta za one, ki prihajajo. Torej, ne glede na to, koliko je mogočen moj svet, ampak ravno to, če pogledam, pa rečem, pa če rečete, vsaka zase, koliko je mogočen moj svet, ampak predstavljaj si, da si takale, za uno, kar prihaja. In da toliko, kar razširimo neko svojo posodo, kam lahko gre ta svet, koliko v bistvu lahko naredimo s tem, vsaka posameznica, pa koliko nas je žensk na svetu, vedno pravi, da nas je več kot moških, kaj lahko naredimo, kam lahko nasanjamo ta svet, vsak mesec spustiti tisto, kar ne paše več v nas, novo vesolje, novo življenje, sprazniti, pa takole polniti svojo posodo. Ker za nami, ne glede na to, a imamo hčere, a imamo otroke, naša dejanja ostanejo. Karkoli naredimo, naše dejanja ostane. In ena ženska v prihodnosti bo poslušala, ali pa 100 njihov.